Poglejmo rezultate seizmičnega proračuna. Po normi se zahteva, da je količina aktivirane mase večja od 90%. Zato bomo to takoj preverili. V orodni vrstici izberemo ukaz Calculation Protocol. Na stranski paleti lastnosti, pod vrsto, izberemo Eigenfreuing in zaženemo postopek generiranja poročila. Poglejmo tabelo relativnih modanih mas. Prvi stolpec je število modov, drugi je frekvenca, tretji je period, četrti pa naravna frekvenca, kar je pomembno za naše izračune. Od 5. do 10. stolpca so postopki aktiviranja mas v različnih smereh. Premik v XY smeri in rotacije v XY smeri. Če smo uporabili IRS metodo, bomo v rezultatih našli novo skupino stories. Omogoča nam, da pridobimo globalne rezultate za model, torej stranske pomike. Lahko prikažemo aktivirane mase, če izberemo Summary Story Results. Izberemo kombinacije mas in zaženemo prikaz s Refresh. Izključimo tridimenzionalni prikaz in renderiranje materialov, da bodo aktivirane mase bolj vidne. Če želimo prikazati relativne pomike, moramo za Result Type izbrati Interstor Drift in smer, v kateri želimo prikazati pomike, ter ustrezen load case. Če želimo grafično prikazati modove zvijanja, v orodni vrstici bomo izbrali ukaz za tridimenzionalne deformacije, v desnem kotu palete lastnosti pa izberemo način zvijanja in vrsto deformacije, skupni premik. Na tridimenzionalnem modelu je prikazana deformirana konstrukcija s skalo vrednosti v milimetrih. Prikazali bomo še nekaj načinov zvijanja za to konstrukcijo. Lahko zaženemo animacijo rezultatov, tako da ukaz pokličemo prek spotliga HTA. Animacija deformacij zaradi seizmičnega obremenjevanja bo grafično bolj reprezentativna, če izključimo prikaz tridimenzionalnega telesa in renderiranje površine. To bomo storili za še en način zvijanja.